Super. Lepo pozdravljeni vsi tudi z moje strani. Sem Kristi Hodek, predsednica Društva Vtis, drugače pa živim in delujem v Londonu in delam na mednarodnem konzultantskem podjetju McKinsey. Najprej najlepša hvala Slovenskemu svetovnemu kongresu za povabilo in ena lepa čestitka ob 30-letnici. Torej, da kar grem na temo današnjega predavanja in potem tudi okrogle mize. Vemo, da za razvoj naše države Slovenija potrebuje najboljše talente. Hkrati pa vsaj, kar spremljamo v medijih, se v glavnem ubadamo z našim strahom, da prav te talente izgubljamo preko odhodov v tujino. In včasih se mi zdi, da prav ta strah pred tem tako imenovanim begom možganom se zdi, da Sloveniji nekako megli pogled pred tistem, kar je res pomembno, torej pred glavnim vprašanjem, katere talente sploh rabimo v naslednjih 10 letih in kako jih potem tudi strateško privabiti. Zato se mi zdi, da naše okolje je res primerno za to diskusijo. In želimo si, da današnja okrogla miza in današnje predavanje spodbudi nekako zametke strategije oblikovanja in privabljanja talentov za bodoči razvoj Slovenije. Zato bomo v prvem delu predavanja približali sploh, kdo so ti tako imenovani pobegli možgani, dali manj statistik, da si predstavljate, pa tudi kaj sploh privabi. In v drugem delu bomo povabili naše člane, super eksperte, da se pogovorimo, koga pa sploh rabimo v Sloveniji, katere talente bi morali pospešeno privabljati. Seveda je Slovenija za vse dobrodošla, ne? Ampak vsaka strategija, vsaka dobra strategija je seveda fokusirana strategija. Ne? Tako da preden začnemo, vas vabim k pogledu videa, v katerem bi vam predstavili, kaj sploh je Društvo Vtis in predvsem, kdo so naši člani. Prosim. Društvo predstavlja osrednjo točko mladim slovenskim izobražencem, pri čemer jim pomaga tako s praktičnimi nasveti, kot tudi z organizacijo dogodkov in druženj, ki članom pomagajo vzpostaviti medsebojne kontakte. Danes v BCG-ju zelo tesno in uspešno sodelujemo z Vtisom in se res veselimo, kadar spoznamo vsakega novega vtisovca. Preko Društva Vtis sem spoznal veliko novih prijateljev, kot tudi profesionalne povezave in pa sodeloval v okrogli mizi. Tega v bistvu nikjer v tujini nimajo in res to je po mojem ena najboljših stvari Vtisa, da smo vsi tako lepo pokonektani prek tega Slacka. Tekom delovanja v društvu sem izpilila svoje organizacijske veščine, veščine upravljanja s časom, razširila svojo mrežo poznanstev in spoznala res čudovite osebe. Kljub dolgoletni odsotnosti Slovenije mi Društvo Vtis omogoča vsakodnevno povezavo s Slovenci v tujini, kot tudi tistimi, ki so se že vrnili. Sem pa preko Društva Vtis spoznal res super ljudi, s katerimi sodelujemo in se družimo tako
privat kot tudi poslovno, zdaj, ko sem spet nazaj v Sloveniji. Na našem uradu z veseljem podpiramo društvo Vtis, saj je njegovo poslanstvo enako našem, zmanjševanje razdalj med Slovenijo in našimi rojaki po svetu. Naj Vtis bogati in povezuje še naprej. Hvala za vašo pozornost. Torej, če gremo nazaj na prezentacijo, društvo Vtis zdaj imamo že 2146 članov v 51 državah sveta. Kar pa povezuje vse naše člane je skupna misija, in sicer, da zmanjšujemo razdaljo med tujino in Slovenijo. In tukaj res lahko iz izkušenj govorim, da vsak naš član a se vrne ali pa ostane v tujini, kar nas druži, je res to, da hočemo na en ali na drugačen način nekako prinesti to našo znanje iz tujine v Slovenijo. To počnemo predvsem prek aktivnosti na 3 področjih, prek povezovanja naših članov, prek spodbujanja sodelovanja in pa nazadnje prek opozarjanja glavnih odločevalcev na neke problematike pri kroženju znanja in pa seveda deljenje dobrih praks. Ker če se preveč fokusiramo samo na probleme, včasih pozabimo na rešitve. Kot ste že videli v samem videu, kar 1/3 naših članov se vrne v Slovenijo, kar je zelo spodbudna številka. Tisti pa, ko ostajajo, vemo iz raziskav, da približno 1/2 jih razmišlja, da pa mogoče bi se enkrat vrnili približno v naslednjih 5 letih, kar predstavlja en velik potencial. Zdaj, kaj se bo pa na koncu odločili, bomo videli. Tista 1/2 tistih v tujini pa seveda bo ostala v tujini, ampak jih zanima, kako lahko iz tujine nadaljavo sodelujejo s Slovenijo. Dajmo malo tudi pogledati, kdo so sploh tisti, ki se vrnejo v Slovenijo. Tudi glede na sestavo naših članov je zelo podobno, torej največ jih pride nazaj v Slovenijo iz Velike Britanije, ZDA, Nizozemske, Nemčije. Zdaj, kar se pa tiče stroke, je zelo zanimivo. Največ vtisovcev imamo predvsem so tisti, ki so šli študirati v tujino ekonomijo pa poslovne vede, drugič pravo, tretjič biologijo pa naravoslovne vede. Na 4. mestu je potem seveda tehnologija, torej računalništvo, in pa na 5. mestu so kreativne industrije, torej od umetnosti do arhitekture, oblikovanja in tako naprej. Če pa gledamo, kdo se vrne, prve 3 stvari so zelo podobne, medtem ko malo manj jih pride nazaj iz kreativnih industrij in pa računalništva in matematike, če primerjamo na to, kateri grejo v tujino. Kam pridejo nazaj? Največ, kar vemo, največ naših članov pride nazaj, ko so že na nekih bolj vodstvenih pozicijah. Samo 3% so tisti res na začetku njihove profesionalne poti, kar pomeni, da hočejo v tujini najprej pridobiti tudi neke delovne izkušnje. Prav tako, če gledamo, kje se zaposlujejo, največ se jih zaposli v velikih, tistih bolj prepoznanih podjetjih, tudi kar znaten delež pa tudi v malih podjetjih. Tukaj lahko sklepamo, da so neka bolj agilna podjetja, startupi, ki imajo res neko globalno perspektivo. Kje se zaposlujejo in več o tem bomo tudi v naslednjih parih minutah povedali. Najprej, če pogledamo, zaposlujejo se predvsem pri slovenskih podjetjih, ki so nekako zelo prepoznavna, ki se zelo fokusirajo v spodbujanje profesionalne rasti in pa spodbujanje timskega dela. To so rezultati raziskave, ki smo jo naredili 2 leti nazaj in nekako v povprečju pričakujejo 80% svojega trenutnega dohodka. Timotej bo čez par minut še kaj več o tem povedal.
Kaj pa pri slovenskih podjetjih pogrešajo, je fleksibilen delovni čas, ravnotežje med delom in prostim časom in pa spodbujanje kulture dostopnega vodstva. V naslednjih približno 10 minutah bi vam tudi radi predstavili, zdaj, če razumemo, kdo so ti Slovenci v tujini, dajmo zdaj tudi pogledati, kaj jih privabi. 2 leti nazaj smo delali eno zelo poglobljeno raziskavo z našimi člani, kjer smo probali definirati, kaj jih privabi in smo kombinirali kvalitativno pa kvantitativen pristop. Namreč vedeli smo že iz prejšnjih raziskav s časnikom Finance, da finančni del je samo del razloga, eden izmed faktorjev, zakaj bi se vrnili, dosti bolj pomembni so tisti mehki faktorji, kot so kultura, spodbudno okolje. Ampak zdaj, da bi mi rekli, še enkrat pokazali, hej, slovenska podjetja, javna uprava, dajmo malo spremeniti kulturo. Če se podjetje do zdaj s tem ni ukvarjalo, ne bo znalo pristopiti k temu. Kje začeti? In zato smo rekli, dajmo zabrati res praktične, dobre prakse, ki jih lahko vsako podjetje razume in implementira že jutri. In tako smo govorili z našimi člani, ki delajo za največja tehnološka podjetja po svetu, mednarodne svetovalnice, vlade, kot tudi startupe in druga podjetja, da nam povejo, kaj ta podjetja delajo, da jih pritegnejo pa zadržijo. In tako smo definirali 44 specifičnih dobrih praks znotraj 11 sklopov. In sicer imamo 4 sklope, ki so namenjeni privabljanju talentov in 7 sklopov za zadrževanje talentov. Seveda jih imamo malo več za zadrževanje, ker vsi vemo, da je dosti cenej zadržati zaposlenega kot na novo ga zaposliti, hkrati pa vemo, da je tudi dosti težje. Torej, kar se tiče praks, sklopov dobrih praks za privabljanje talentov, so najbolj pomembne proaktiven in celosten pristop privabljanja talentov, drugič prilagodljivost in odzivnost zaposlitvenega procesa, tretjič jasno zastavljena kultura podjetja, organizacije in zaposlovanja v skladu z njo, četrtič prepoznavnost podjetja oziroma organizacije kot najboljšega na svojem področju, in potem, kar se tiče zadrževanja, omogočanje in spodbujanje konstantne profesionalne rasti, občutek smisla pri delu in prispevka k viziji podjetja, spodbujanje timskega dela, omogočanje fleksibilnega delovnega časa, enostavno kritje oziroma vračilo vseh stroškov, ki prispevajo k produktivnejšem delu, pa imamo še spodbujanje kulture dostopnega vodstva in pa zagotavljanje ravnotežja med delom in prostim časom. Prav tako smo z kvantitativnega vidika to analizirali in pogledali, katere so najpogosteje implementirani sklopi dobrih praks v tujini. Na prvem mestu je omogočanje konstantne profesionalne rasti, spodbujanje kulture dostopnega vodstva in pa občutek smisla pri delu. In tukaj celotna publikacija je objavljena tudi na spletni strani, bomo kasneje delili link. Tudi, če vas zanima, imamo tudi sprintano verzijo, tako da, če vas zanima, z veseljem tudi to delimo. Kar se pa tiče, kateri so najbolj pomembni sklopi dobrih praks za naše člane. In tukaj keep in mind, da nekako vse te dobre prakse so pomembne, drugače jih seveda ne bi napisali, ampak te so pa res najbolj poglobitvenega pomena, da se talent zaposli pri zaposlovalcev. Torej, prvo je prepoznavnost podjetja na svojem področju oziroma v industriji, konstantno spodbujanje profesionalne rasti in pa možnost fleksibilnega delovnega časa. V nadaljevanju bom predstavila 4 od teh praks, tiste 3 najpomembnejše in pa ena, torej tale, ki je najbolj pomembna sploh, da talent ve za nas, da jim nudimo priložnosti. Torej, proaktiven in celosten pristop k privabljanju talentov. Ko sem študirala v tujini, že v prvem letniku so na nas začeli zelo agresivno pristopiti k nam vsa podjetja. Zelo so proaktivni v tujini. In mi moramo se zavedati, da trenutno tekmujemo z istimi podjetji, tudi v Sloveniji.
Trenutno delam na primer za enega velikega energetskega giganta, ki rabi zaposlovati vsa digitalen talent. In kje mislite, da ga iščejo? V Londonu ga je zelo težko dobiti že, ker so vsi nekako že imajo svoje podjetja ali so že zaposleni. In seveda v naših državah iščejo, ne? In bojo nudili delo nadaljavo, nudili bojo zelo dobre bonitete. Ne? In tega se mi zdaj moramo zavedati. Mi ne moramo se več primerjati med sabo, med slovenskimi podjetji. Mi se moramo začeti primerjati z tujimi tudi podjetji. No, dajmo pogledati, kaj tukaj so neke praktične dobre prakse. Prvo je aktivno vključevanje zaposlenih, headhunterjev in drugih deležnikov pri selekcijskih postopkih. Ne. Torej, podjetja v tujini vključijo celotno podjetje, ne, da hodijo na konference. Vsak zaposlen je headhunter za nove talente. Ne. Ogromno vlagajo v headhunting. Ne. Mi tukaj, pač, ko smo v tujini, dobimo tedensko povpraševanje prek LinkedIna. Nam ni doskrat, ni treba iskati služb. Zdaj govorim seveda na področjih, ki so visoko iskana. Ne. Drugič, navdihujoč zaposlitveni tim in vodstvo. In tudi tukaj slišimo od dosti naših članov, tisti, ki so se zaposlili na slovenskih podjetjih, so se zaposlili zato, ker so govorili z nekim vodjem, ki jih je res inspiriral, ki jim je pokazal, kako so lahko del te njihove vizije. In obratno, seveda. In potem imamo vzpostavitev baze talentov in transparentne komunikacije med oddelki v podjetju. Kar boste počasi začeli videti, da je to, da mladi študiramo neka področja, ki mogoče so zelo nova, so novejša in včasih teh vlog, teh poklicev v podjetjih še ne bo. In zato je zelo pomembno, da se podjetje skoraj prilagodi in se vpraša, hej, a mi bo te kompetence pomagale doseči mojo vizijo? In če ja, a lahko ustvarim novo pozicijo za to osebo. Ne? In zaradi tega je ta komunikacija med oddelki zelo pomembna, da dobro pozicioniramo talent znotraj podjetja. Drugič, prepoznavnost podjetja kot najboljšega na svojem področju. Ta je zelo pomembna za naše člane. Ne? Iščejo podjetja, ne samo, ki so prepoznana, ampak ki si upajo, ki hočejo biti prepoznana globalno, ne samo v Sloveniji, ki hočejo biti najboljša na enem področju. In s tem tudi ustvarjajo neko klimo, ki je ambiciozna, ki je zagnana in ki je inovativna. In seveda tudi investirajo v inovacije. Torej, najpomembnejša od vseh, omogočanje in spodbujanje konstantne profesionalne rasti. Mi gledamo tukaj v segment, ki je na začetku ali pa nekih na sredi svoje profesionalne poti. Vse, kar hočejo več, hočejo se učiti, hočejo postati boljši. Ne? In zaradi tega je tudi tu ta sklop najbolj pomemben. Kaj so neke dobre prakse? Spodbujanje avtonomnosti in prevzemanje odgovornosti pri delu, strukturirano mentorstvo, zelo pomembno, zaposlitev osebe, odgovorne za profesionalni razvoj kadrov in pa seveda izobraževanje. Recimo tukaj je naš član delil, da pri njihovem podjetju imajo zaposlenega vice president of people, ki se skoncentrira samo na to, kako bomo sodelovali, se pogovarja z zaposlenimi in vodstvom o vrednotah podjetja. In tudi zagotovi, da namenimo čas za refleksijo, da se odločamo demokratično, da je vedno 100% konsenz med zaposlenimi. Naslednja stvar, kar se tiče konstantne profesionalne rasti. Transparenten način nagrajevanja. Torej, da imamo zelo jasen proces ocenjevanja in nagrajevanja. Recimo v našem podjetju, v primerjavi, torej, če gledamo tukaj mentorstvo, na našem podjetju, recimo, če ti nisi mentoriral vsaj par oseb, ne boš nikoli bil promoviran. Je to taka močna vrednota, da tudi postane del ocenjevanja in napredovanja. In seveda dodeljen prostor in čas za pohvale. Imamo učenje preko motiviranih, navdušujočih sodelavcev. Tukaj se res gre za zaposlovanje vrhunskih strokovnjakov, dogodki in prostor za konstantno deljenje znanja med kolegi. Ne vem, da imamo Slack vzpostavljen, neke druge, Google Drive ali karkoli, kjer imajo prostor, da se te stvari delijo. In pa seveda recimo pri nas imamo lunch and learn, da si delimo to znanje. Potem imamo sodelovalno oblikovan delovni prostor in pa vzpostavljeno sodelovanje kot glavna vrednota podjetja.
In nazadnje še seveda ti talenti gledajo res iščejo raznoliko delo, ne? Torej, da imajo možnost raznolikih in zanimivih projektov, mednarodno delovno okolje in pa možnost horizontalnih kariernih premikov. Recimo rotacije so en primer, torej, da lahko ti rotiraš prek oddelkov. Recimo v Londonu je zdaj tudi zelo popularno secondment, torej da ti lahko greš za 6 mesecev do 1 leta na drugo podjetje in potem priješ nazaj, ne? Kot nek način tudi pridobivanja novega znanja. In za eno mlado osebo to tudi doma izkušiš različne stvari in se učiš različnih okolij. In zdaj še zadnja praksa, ki bi jo malo bolj poglobljeno delila danes z vami, zelo pomembna, omogočanje fleksibilnega delovnega časa. In tukaj se ne gre samo za možnost dela od doma. Najbolj pomembna stvar, ki vsi naši člani poudarjajo, je osredotočenost na rezultat namesto na število opravljenih ur. To ne pomeni zdaj samo, da se nekaj reče, recimo tle se gre za uvajanje nekih agilnih pristopov, recimo mi imamo vsako jutro 5 minut, vsak pove, kaj kdo dela, kaj se bo fokusiral, da imamo dobro transparenco, ne? In tukaj mene ne bo noben vprašal, hej, a si to naredila pravočasno. Ne, ko imamo nekako ustaljen nek ritem, ki ustvarja transparenco, ne? In accountability, odgovornost vsake osebe. In seveda imamo pa še dosti drugih tudi pripomočkov, kot je Trello in druge stvari. In pa seveda je možnost dela za skrajšan ali polovični čas, vedno bolj se tudi to ceni, predvsem za družine, mlade družine, da imajo dovolj časa za tudi osebne stvari. Zdaj bom pa prepustila tukaj besedo še Timoteju, da nam malo več pove glede analize o plačah. Kot smo že rekli, te neke dobre prakse so zelo pomembne, ne? Hkrati pa tudi seveda tudi plača, ne moramo reči, da ni pomembna, ni pa najbolj pomembna. In malo bo zdaj več o tem povedal Timotej. Hvala, lep pozdrav še v mojem imenu. Analizo o dohodkih in pričakovanjih Slovencev, ki delajo v tujini, smo izvedli skupaj s časnikom Finance jeseni 2020. Pri njej je sodelovalo okrog 400 anketirancev, od tega 150 članov društva Vtis. Naj za začetek poudarim, da to ni reprezentativen vzorec vseh Slovencev, ki delajo v tujini, ampak člani društva so v povprečju boljše izobraženi in pa tudi bralci Financ, ki ohranjajo stik s Slovenijo, imajo nekoliko više dohodke, morda kot povprečen ali medianski Slovenec, ki dela v tujini. Vseeno pa predstavljajo zelo zanimiv pogled v pričakovanja slovenskih strokovnjakov, ki so v tujini in delajo na različnih področjih in tudi na različnih kariernih nivojih. Če pogledamo po razdelitev dohodka, vidimo, da je kar različna od takih do 2000 evrov do bruto mesečno, do tistih okrog 15%, ki imajo nad 10 000 evrov bruto mesečno. Največ jih je v razredu med 3 in 5 000 evrov bruto na mesec, v povprečju pa pridemo nekje na 6900 evrov bruto na mesec. Ko jih vprašamo, koliko bi pa pričakovali ob vrnitvi v Slovenijo, je večina odgovorila okrog 80% trenutnega zneska, kar se verjetno sliši veliko. Moramo pa upoštevati, da pri tistih, ki pričakujejo, da ko se vrnejo v Slovenijo, napredujejo, je to tudi upravičeno. Se pravi, študenti, recimo, ki so delali za manjši delovni, ki niso delali za polni delovni čas v tujini, ko se vrnejo v Slovenijo, pričakujejo, da bodo na višji poziciji in s tem tudi dohodek naraste. Pri tistih v najvišjem dohodkovnem razredu so ta pričakovanja okrog 2/3 trenutnega dohodka. Če pogledamo strukturo dohodkov in izdatkov po regijah, vidimo, da na vrhu je nekje Severna Amerika, Švica je tudi zelo visoko in pa ostale države izven Evropske unije, ki so pa zelo različne, okrog 40 držav, iz katerih so odgovarjali anketiranci, kar nekaj je Bližnjega vzhoda, Združeni arabski emirati in pa tudi nekatere manj razvite države, kjer pa so vseeno očitno dobro plačane pozicije. Vprašali smo jih tudi po mesečnih stroških za najemnino oziroma odplačilo kredita za nepremičnino
in pa za življenjske stroške. Te smo potem prikazali z deležem od bruto dohodka, ker so, ko primerjamo države v tujini, so bruto dohodki bolj primerljivi in tudi boljše predstavljajo strošek delodajalca. Zato so realni deleži, ko recimo rečemo, da je tukaj, da so stroški življenja nekje okrog 20% bruto dohodka, od neto dohodka predstavljajo to še precej večji delež. Stroški stanovanja in pa redni stroški, vsako od teh okrog 20%. Če gremo potem na dohodke po področjih, vidimo, da največ zaslužijo Slovenci, ki delajo na področju sektorja financ in pa informacijskih tehnologij. Zelo zanimivo je pogledati, kakšna so dohodkovna pričakovanja po področjih. Vidimo, da tisti, ki zaslužijo največ, torej finance in IT, imajo za Slovenijo približno enaka pričakovanja. Relativno najvišji delež in pa segment, ki je mogoče še posebej zanimiv za slovenske zaposlovalce, je pa področje znanosti in tehnologije, kjer vidimo, da je to razmerje, koliko dohodka pričakuje v Sloveniji, najvišje, 88%, da tukaj bi res morali narediti kaj v tej smeri, da se jim lahko ponudi ustrezno plačilo. Največji kompromis so pa pripravljeni sprejeti Slovenci, ki v tujini delajo na področju prava in družboslovja, ki bi sprejeli približno 2/3 trenutnega dohodka. Anketirance smo vprašali tudi, katere ugodnosti jim nudijo njihovi delodajalci v tujini in ali bi te iste ugodnosti ob morebitni vrnitvi v Slovenijo pričakovali. Hkrati pa smo jih vprašali tudi po ugodnostih, ki jih pa morda trenutno nimajo, pa bi si jih želeli v Sloveniji oziroma bi jih pričakovali. Vidimo, da sta na prvem mestu med ugodnostmi, ki jih anketiranci v tujini imajo in bi jih tudi v Sloveniji pričakovali, možnost dela od doma in pa dodatna izobraževanja. Med tistimi, ki jih v tujini imajo, pa jih v Sloveniji ne pričakujejo, je najvišje, tukaj svetlo modro, možnost fleksibilnega delovnega časa, kar se je morda v zadnjem času nekoliko spremenili. Ta anketa je bila izvedena jeseni 2020, zato so neke spremembe so se že zgodile. Tiste ugodnosti, ki jih nimajo v tujini, pa jih tudi v Sloveniji ne pričakujejo oziroma se jim ne zdijo nujne. Tukaj lahko omenimo možnost brezplačne hrane in pijače, ki jo nekatera podjetja v tujini nudijo. V zadnji kategoriji imamo pa še ugodnosti, ki jih v tujini nimajo, pa bi si jih v Sloveniji želeli. Tukaj so pa športne aktivnosti in pa možnost dodatnega dopusta. Tako zdaj spet predal besedo Kristi. Da zaključimo ta del. Torej, ta raziskava je bila, nam je dala veliko pogled, hkrati pa nam je tudi dala, mislim, da enostavno primer dobre prakse sodelovanja. Na tem smo delali 5 prostovoljcev, poleg naših služb, in res dali vse srce in energijo in čas v to, tako da tukaj v tem momentu bi se sam še enkrat zahvalila Timoteju, Blažu, Doni in Bojani, da smo ustvarili to publikacijo. Hkrati pa tudi našim partnerjem, da na nek način sploh kažejo, kako se te dobre prakse implementira. To so tista podjetja, ki s tem, da so tudi naši partnerji pokazajo, da hočejo privabiti ta talent in tudi mislijo, kaj za to narediti. Tako da najlepša hvala še tukaj. In nazadnje, prej, ko gremo zdaj na okroglo mizo in povabim naše eksperte na prizorišče, vas lepo pozivam, da se včlanite, če vas zanima partnerstvo, vedno iščemo nove partnerje za sodelovanje, organizacijo kariernih dnevov in promocijo slovenskih podjetij v tujini.
Seveda pa tudi bomo veseli predstaviti bolj poglobljeno te dobre prakse, delamo tudi delavnice s podjetji, kako implementirati te dobre prakse in katere bile najbolj primerne za njih. Tako da najlepša hvala. Zdaj pa gremo na drugi del tega predavanja. Torej, zdaj smo razumeli, kdo so sploh ljudje, kakšne talente vse imamo poleg Slovenije tudi v tujini, kaj jih privabi. Zdaj pa dajmo pogledati, katere talente pa Slovenija v naslednjih 5 do 10 letih bo morala pospešeno privabljati in na kakšen način. Tako da na oder vabim Jano Javornik, Julija Fišerja, Andraža Logarja, Petra Vosnerja in Timoteja Homarja. Super, hvala. Da najprej predstavim naše paneliste. Najprej profesor dr. Jana Javornik, danes predstavnica izobraževanja analize trga dela z nami online. Upam, da jo bomo v kratkem tudi videli. Je raziskovalka in predavateljica na Leeds University Business School v Združenem kraljestvu ter na univerzi in predavateljica ter na univerzah v Štokholmu, Utrechu, gledajte jo, zdaj te vidimo, Jana, živijo, Utrechu, Alberti v Kanadi in Inštitutu za novejšo zgodovino v Sloveniji. Med letoma 2019 in 2021 je bila generalna direktorica za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji in nosilka številnih raziskovalnih projektov s področji trga dela in delovnih razmerij, predvsem pa tudi enakosti in raznolikosti. Je avtorica številnih znanstvenih člankov in knjig. Objavljala je vključno v BBC-ju, na The Times, The Economist in še bi lahko naštevala. Jana svetuje FTSE 100, nacionalnim vladam, londonskemu županu, Times Top 50 in ta lista se kar nadaljuje. Je tudi članica britanskega vladnega programa WAGE pri vladni službi za enakost. Pozdravljena, Jana. Grem kar naprej. Z nami je tudi Julij Fišer, ekspert na področju razvoja kadrov v prihodnosti. Študiral je organizacijo dela v Sloveniji in na univerzi v Edinburgu v Veliki Britaniji, kjer se je specializiral iz upravljanja sprememb in učinkovitosti ter se zadal ambicijo delovanja na področju strateškega HR managementa, oblikovanja organizacijskih struktur in strateškega upravljanja s talenti. HR kariero je nadaljeval v Veliki Britaniji in se pridružil podjetju Sky, kjer je transformiral njihove HR procese. Trenutno pa se je presedlal na univerzo v Edinburgu, kjer razvija HR center odličnosti. Pozdravljen. Ker grem naprej, tukaj imamo tudi Andraža Logarja, predstavnika prodornega slovenskega podjetništva. Na MDS-u v Aucklandu, Novi Zelandiji, je diplomiral iz računalniško podprte animacije in oblikovanja, a navkljub zanimivim ponudbam za delo v tujini odšel v Slovenijo, kjer danes ustvarja podjetje 3FS. Tu razvijajo najzahtevnejše digitalne rešitve in produkte za multinacionalke celega sveta, predvsem tiste, kjer so pričakovanja do kvalitete digitalnega okolja največje, torej Skandinavija in Severna Amerika. Živijo. Potem imamo dr. Petra Vosnerja, eksperta na področju makroanaliz. Je urednik poročila o produktivnosti na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, sicer pa ekspert, predavatelj, moderator in avtor številnih člankov na področju gospodarskega in teritorialnega razvoja, inovacij ter proračuna in politik EU. Med letoma 2014 in 2019 je vodil oblikovanje in izvajanje slovenske strategije pametne specializacije, že 20 let pa je tudi neposredno vključen v pogajanja o proračunski, predtem pa tudi kohezijski politiki EU. In nazadnje
dr. Timotej Homar, predstavnik slovenskih talentov v tujini, tudi naš zakladnik pri društvu Vtis. Je pa Timotej senior manager na podjetju Deloitte v Sloveniji, kjer bankam in drugim organizacijam svetuje pri upravljanju s tveganji. Doktoriral je na Univerzi v Amsterdamu, po doktoratu pa se zaposlil na Evropski centralni banki v Evropskem mehanizmu nadzora, kjer je analiziral učinke možnih sprememb bančne regulative na banke v evroobmočju. Nadaljeval je v svetovalnem podjetju KPMG v Frankfurtu in zdaj kot zakladnik društva Vtis tudi skrbi za financiranje društva in stike s partnerskimi podjetji in s tem tudi skrbi za povezovanje talentov v tujini s priložnostmi doma. Živijo. Dobro, najlepša hvala vsem, da ste se odzvali temu povabilu. Jaz se res osebno že ful veselim tega pogovora in do kakšnih rešitev bomo prišli. Tako da, če začnem s prvim vprašanjem, Julij. Torej, naša družba se pripravlja na ogromne izzive. Globalno segrevanje, prehod v zeleno gospodarstvo, polarizirana družba, imamo mentalno zdravje mladih kapeša, vidimo tudi pospešen razvoj v humane tehnologije in nove zakonodaje na tem področju. Imamo staranje družbe in pomanjkanje delovne sile, s tem pa tudi več robotizacije in digitalizacije, da zapolnimo te vrzeli. In zdaj vprašanje se glasi, kaj vaša stroka napoveduje, katere kompetence bomo potrebovali v naslednjih 5 do 10 letih, kje vidite trenutno največje kompetenčne vrzeli, torej skill gaps, in kako se podjetja, na primer v Britaniji, spopadajo s tem? Ja, hvala za vprašanje. Najprej bi se dotaknil, kaj je talent ontološko, ker neka misel je, še posebej v podjetjih, da je talent, da je to top talent, samo zelo izobraženi, izkušeni ljudje, ampak talent imamo vsi, veščine imamo vsi in na trgu dela seveda prodajamo kot zaposleni te veščine. Cilj je torej narediti, pravzaprav izpolniti potencial človeka in na strani organizacij, da so organizacije pripravljene na prihodne izzive, ki jih čakajo. Zdaj tukaj odgovornost je dvojna, je zaposlenega in delodajalca. Tukaj lahko vzamemo klasično primer zapornikove dileme pravzaprav. Če da ne vlaga, drugi pa vlaga, ne profitiramo. Če zamenjamo enako. Če pa oba dva vlagata, pa trg dela dobi te veščine in kompetence. Če pa seveda ne vlagata, pa ne dobi trg dela. Tako da pomembnost veščin je tista, ki je ključna za vsako gospodarstvo. Ker gospodarstvo ustvarja in potrebuje v določenem času in kraju določene strokovnjake in usposobljene ljudi. Zdaj, veščine so tehnične in jedrne kritične veščine. Tehnične veščine v Sloveniji smo že nekdaj imeli. Smo imeli razmere, mislim, da 80-20 v bivši državi na bolj tehnični osnovanih veščinah. Sedaj se pa to pravzaprav obrnilo na 20-80. Opažam veliko mladih, ki v srednjih šolah pa na gimnazijah dobijo občutek za matematiko in fiziko, te tehnične računske poklice. Te se potem tudi odločajo, da grejo na tehnične fakultete naprej. Opažam pa, da je manj prehoda na družboslovne smeri teh ljudi. In zato vidim manko v slovenskem ekonomskem prostoru, gospodarskem prostoru, lih na tem družboslovnem področju pri bolj tehničnih veščinah. Moje področje, družboslovno-človeški viri, je prepredeno z HR analitiko in avtomatizacijo in strojno napovedovanje in prediktivno statistiko. In v Sloveniji definitivno manjka takega talenta.
Seveda, veliki razvoji na tehničnem področju, tehničnih fakultetah v Sloveniji, definitivno informacijska tehnologija se sektorsko zelo razvija. V primerjavi če 2005-2015 je to 7% točk povečanje zaposlenih za polni delovni čas. Seveda, avtomatizacija, AI, se pravi strojno učenje, to seveda narekujeta. In tukaj vidim ta tehnični vidik zelo močen, ampak v družboslovno pa je veliko prostora za izboljšave. Potem pa so še jedrno-kritične veščine, ki pa so ekspertize. Torej, gremo iz veščin na kompetence, na ekspertize in te so cross-sektorske ali pa prekosektorske uporabne. Se pravi, če jih razvijamo, kakor je agilno učenje, kritično mišljenje, upravljanje s spremembami, še posebej upravljanje spremembe na individualni ravni, odprtost za spremembe, odprtost za tveganje, odprtost za prevzemanje nalog. Poleg tega imamo še recimo projektno vodenje. Vse te so tako imenovane izraz je mehke veščine, so potem prenosljive. In tukaj vidim tudi kar veliko možnosti za izboljšave. Zdaj, britanska podjetja se predvsem poslužujejo, zdaj pandemija je kar naredila velik preskok tukaj, načina podajanja oziroma usposabljanja zaposlenih. Včasih je bila to predavalnica, predvsem pred krizo še kar predavalnica, tukaj je alociran čas, da imaš izobraževanje in to je to. Zdaj je pa tako imenovani just in time, izobraževanje, usposabljanje in with the flow work, to se pravi na delovnem mestu. In tukaj se pravzaprav vračamo na Fajola ali pa Taylorja iz tistih časov, ko je opazovanje zaposlenega na delovnem mestu bilo ključno. Dodatna zadeva je tukaj, da s pomočjo informacijske tehnologije to usposabljanje poteka še z določenimi orodji in pripomočki na delovnem mestu ob delovnem času ta implementacija. Tako da tukaj vidim to razliko oziroma kako britanska podjetja pristopajo k tem, se poslužujejo tudi še vedno in-house, se pravi v notranjosti podjetja, interno izobraževanje, manj še vedno preko outsourcinga, kar je mogoče malo drugačno pristop kot v Sloveniji, in samo 11% pod zadnji CIPD je britanska zbornica za človeške vire, samo 11% trenutno, ampak se pospešuje, zamenjuje izobraževanje za avtomatizacijo. To se pravi, že zamenjajo sistemi, računalniki, informacijska tehnologija zaposlene. In to se bo vedno večalo, vedno bolj bojo podjetja se tega posluževala. In tukaj tudi vidim priložnost za v Sloveniji še večjo ekspertizo na področju delovanja z informacijskimi sistemi pri avtomatizaciji. In te so ta največji poudarki, ki bi jih dal v tem primeru. Hvala. Torej, če povzamem, smo rekli več povezovanja tehničnega z družbenimi veščinami, torej več poudarka na tehničnih veščinah, predvsem na področju avtomatizacije in podobno, in tretje, torej te neke cross-functional veščine, kritično razmišljanje in podobno. Če bi tukaj, če lahko dodam, v Sloveniji je projekt na tako imenovani DigiCop, evropska kompetenčna framework oziroma katalog, rečemo, ki je že nekakšno lahko skelet, okvir za slovenska podjetja, še posebej na družboslov, ki se ukvarjajo s storitvami in so družboslovno ravnane storitve. Super. No, pa si moramo pogledati, definitivno. Andraž, mogoče eno vprašanje za vas kot predstavnika
enega tazga zelo prodornega podjetja, ne? Razvijate najbolj inovativne storitve, produkte in ustanavljate nova prodorna podjetja, ne? Kakšen kader podjetja, kot je vaše, najbolj potrebujete, kje ga iščete, kako ga privabljate in kje vidite največje izzive? Lep pozdrav vsem tudi z moje strani, pa hvala za vabilo za tole okroglo mizo. Po mojem bom šel jaz v obratni smeri, no, glede na vaše vprašanje, in sicer mi smo se z primanjkljajem pravega kvantitativno in tudi kvalitativnega kadra začeli ukvarjati 16 let nazaj, ne. Medtem ko očitno to, kar spremljamo v medijih, se je pa ostalo gospodarstvo v Sloveniji teh začelo zavedati šele 3 leta nazaj. Tako da imamo neko konkurenčno prednost, zato smo začeli laufati ta maraton že zelo dolgo nazaj in tudi seveda neki kritični misli, ki prihajajo iz našega podjetja in tudi nam podobnih podjetij napram odločujočim posameznikom, izvoljenemu ljudstvu, vladam, občinam in tako naprej, prihaja že kar dolgo časa. In ti vektorji ostajajo isti. Niso se kaj bistveno spremenili, ne. In če jih samo zelo poenostavim in jih dam na nek skupen imenovalec, je ta vektor sledeč. Nič se nam ne dogaja v smislu pozitivnih sprememb na nivoju sekundarnega ali pa terciarnega šolstva. Slabo ali katastrofalno delamo na področju imigracije. Očitno imamo, zato drugače tega društva ne bi bilo problemi tudi na emigracijski strani, a ne? In tudi seveda s tem povezano tudi mi kot gospodarstvo moramo nositi del te pač krivde, ker tudi mi kot firme, pa ne mislim samo nas, ampak pač splošno slovensko gospodarstvo nismo uspeli narediti nekega, mislim, revolucionarnega premika, absolutno ne, evolucionarnega pa tudi najbrž ne. Zdaj, kaj jaz menim, da lahko naredimo, a pa kaj mi, bom rekel najprej, kaj najprej rabimo, a ne. Se pravi, najprej moderno gospodarstvo potrebuje, po mojem mnenju, interdisciplinarne posameznike. To je nekaj, kar je v Sloveniji popolna, po mojem mnenju, dogma, strah, in ko se te posamezniki pojavijo, in če ne slučajno po nekem faktorju sreče ne pridejo v stik z delodajalcem, ki to razume, so ponovadi odrezani binarno, se pravi, mi se v bistvu s tabo ne moramo niti zgovarjati, no. To je tega opažam bistveno več v akademskih vodah, ne vem, zadnje leta sem se osebno ukvarjal precej z medicino in tam vidim, da je to totalen tabu. Je pa tudi precejšen tabu tudi še vedno v gospodarstvu, mogoče najmanj v tem sektorju, kjer sem jaz, se pravi v IT sektorju, ampak vse splošno ta tabu še vedno obstaja. Hočem reči, potrebo po interdisciplinarnosti imamo in kolega na moje levi mislim, da je to že povedal ali pa bistveno bolje tudi opredelil, kot bom jaz ali pa kot sem jaz. Hkrati pa vidim, da imamo okolje, ki na to ni pripravljeno, ne zna take kadre konzumirati, ne zna jih opolnomočiti, ne zna ustvariti dodane vrednosti iz tega. Torej, kaj moramo po mojem mnenju narediti? Moramo vzpostaviti možnost, da bodo interdisciplinarni ljudje vabljeni v to interdisciplinarnost in da bodo tudi pač primerne službe pač dobili. Po drugi strani me pa vse skupaj navdaja, mislim, mogoče je to zelo tako pesimistično delovalo, ampak me v resnici celotna scena v Sloveniji navdaja z neizmernim optimizmom in to že vse skozi, drugače ne bi bil tukaj in tudi ne bi iz Nove Zelandije prišel nazaj v Slovenijo. In sicer zakaj? Zato, ker imamo mi še vedno tako low hanging fruit probleme za rešiti, ne? Mi nismo še na 80-20 problemu, smo še na onih prvih 80% stvari, ki jih bomo rešili z 20% energijo. In zaradi tega imamo možnosti za pač resne premike nebroj. Po mojem mnenju, za zelo majhno investicijo energije, časa in denarja. To, kar pa je mogoče pesimistični del mojega monologa tukaj, je pa to, da če tudi vemo, in tudi vidim, da je nekaj tudi primerov izvoljenega ljudstva tukaj med nami, če tudi vemo in vidimo, da imamo te probleme, ki rabijo res minimalni investment, da se rešijo, se očitno ne rešijo. Kar pomeni, da ne vem, kaj nam tukaj ni kot narodu jasno, no. Bomo o rešitvah še na koncu še enkrat prišli nazaj do tega. Mogoče sem še eno hitrico pod vprašanje. Rekli ste, da iščete te cross-functional talent, ne? Kje ga bolj najdete, recimo, če naš izobraževalni sistem tega še ne izuri? Ja, najdemo jih tako ali zato, ker v Sloveniji obstaja zelo številčna generacija ali pa zelo številčna skupina ljudi, ki so dobesedno obupali v svoji strokovni vertikali in so bili pripravljeni v bistvu narediti karkoli, da se premaknejo nekam drugam. Če tudi je okolje pač razlagalo, ja, pa ti si zdaj zdravnik, ne boš zdaj pač operator računalniški inženir, ali pa ti si psiholog, ne boš zdaj ratal HR-ovci in tako naprej.
Pač na srečo ali žalost je toliko ljudi bilo v neki fazi tako obupanih, da je pač preskočili. In na srečo so pač nekateri ljudje v bistvu našli zelo dobre prilike v podjetjih in mislim, da so točno to tisti posamezniki, ki so v tem trenutku gonilna sila gospodarstva. Hvala. Jana, zdaj smo malo govorili dosti o gospodarstvu, malo pa me zanimajo tudi vaše izkušnje, ne? Torej, izobraževanje ima odločilno vlogo pri zapolnjevanju teh kompetenčnih vrzeli, se nekako vzgaja mlade, ne, ki bodo čez 5 do 10 let sooblikovali rešitve za globalne izzive, katere smo tudi prej omenili, ne, na začetku. Za nekatere poklice, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti, danes sploh ni študijskih programov, ne, oziroma kot smo se pogovarjali, nič se ne gre za poklice, ampak bolj za te neke kritične veščine, ki jih rabimo, da bomo lahko naslovili neke nove probleme, ne, ki jih mogoče še ne poznamo, ne, in še ne prihajajo. Zanima me, na kakšen način zagotoviti ustrezno usposabljanje? Najprej lep pozdrav na Brdo. Jaz sem se pravkar vrnila iz Malezije, kjer sem zelo intenzivno razmišljala o tvojem vprašanju, Kristi, namreč pozdravljam tvojo uporabo, strateško uporabo izraza usposabljanje namesto izobraževanja, čeprav si ga danes vendarle ponudila, in bi se navezala na svoje predhodnika, ker se namreč pomembno izpostavili nekaj, čemu rečemo megatrendi, ne? In ti megatrendi so torej ne samo gospodarska kriza, ne? A me v redu slišite? Okay. Mega kriza in podobno, ne, ampak tudi globalno tekmovanje za vire, obremenitve okolja in migracije v obe smeri. In glede samega izobraževanja, zlasti Slovenija zelo, recimo temu konservativno prestopila od koncepta bega možganov k kroženju možganov, pa je postavila piko, ne. In kar je Andraž prej izpostavil, se mi zdi tukaj ključnega pomena, in sicer pogosto se o izobraževanju pogovarjamo kot nekem univerzalnem receptu oziroma univerzalni rešitvi za vse probleme, pri tem pa pozabljamo, da celo vrsto problemov, ki se ustvarjajo na trgu dela, lahko rešimo zgolj z bolj premišljenimi makroekonomskimi politikami, to, kar ste recimo Tisovci prej pokazali, z nekimi vzdržnejšimi organizacijskimi kulturami, reorganizacijo delovnih procesov in podobno. Skratka, ta fokus, ki je, se mi zdi, zlasti aktualni na ravni Evropske unije in še posebej Slovenije na izobraževanju kot tistem edinem receptu, kjer ti na univerzo spraviš določeno število ljudi, nato te diplomante uspešno zapakiraš po preferencah slovenski trg dela, je problematičen, ne? In namreč ne gre za linearno povezavo med številom diplomantov in potrebami trga dela, ampak da ne dolgovezim tukaj glede samih potreb trga dela, mislim, da tudi trg dela razen tistih svojih dnevnih potreb ne zna ravno strateško napovedati. In zato je tukaj z vidika samega procesa izobraževanja, zlasti univerzitetnega, ki traja najmanj 3 pa vse tja do 6 let ali celo več, ključnega pomena to, da če se odločimo za vzgajanje, recimo interdisciplinarnih diplomantov in diplomantk, pri tem postavimo tista temeljna znanja, ki bodo te diplomante prinesla cirka 4 desetletja skozi trg dela. In ta temeljna znanja so tista, ki jim potem pomagajo pri neki konkretni plastični artikulaciji teh veščin, kot je, mislim, da Julij prej omenil, in sicer strateških, torej dela v skupinah, kritičnega razmišljanja, predvsem pa recimo, kar pogrešam zlasti na slovenskem trgu, sposobnost sintetiziranja. Na nek način imam občutek, da v Sloveniji pridemo do deskripcije, to vsi obvladamo, analitične veščine so že recimo aktualne, sposobnost sintetiziranja se mi zdi pa kritično primanjkuje. To je tudi lepo prej kolega iz Edinburga pokazal in to ni problem samo slovenskega diplomanta, je problem tudi britanskega diplomanta, ne, zlasti tega, ki zaključi po 3 letih in tako naprej. In na tej točki je potem samo še ena stvar bi izpostavila, in sicer vprašanje tudi tega, da se pogosto pogovarjamo o izobraževanju kot o rešitvi iz
kot rešitvi problemov revščine, življenja v slabem zdravju in tako naprej. Ne pogovarjamo pa se o obratnih trendih, to je predvsem kako recimo družben razred, rasa, etnija, spol, življenje v revščini, neenaki življenjski pogoji vplivajo na zmožnost izobraževanja. In tukaj, če dovolite, bi izrazila na nek način svojo frustracijo nad tem, kako se Slovenija loteva vprašanja merjenja zaposljivosti, pri čemer zaposljivost enači z zaposlenostjo in pri tem naslavlja celo vrsto problemov, ki smo jih identificirali zlasti v Britanski akademiji preko merjenja, torej zaposljivosti diplomantov, in sicer da računa, da en diplomant pomeni eno delovno mesto, pri čemer ne predvideva, da seveda ta diplomant ali diplomantka potrebujeta ustvarjeno delovno mesto, ki ustreza potrebam 21. stoletja. To je pa Andraž prej izredno lepo izpostavil. In sicer zlasti na slovenskem trgu dela je problem, da imamo naraščajoč delež univerzitetno izobraženih, nimamo pa trga dela, ki je sposobno absorbirati visoko usposobljen univerzitetno diplomiran ali kasneje tudi podiplomsko diplomiran kader. In zato je tukaj vprašanje ne toliko vloge univerze oziroma formalnih izobraževalnih institucij, ampak bolj sposobnosti ljudi za vse življenjsko učenje in vse življenjsko usposabljanje, manj pa formalno izobraževanje. Toliko na tej točki. Hvala, Jana. Nekako me veseli, da že vidimo neke vzorce, ki jih vsak omeni, tako da upam, da na koncu bomo lahko zelo targetirano iskali potem tudi rešitve, kaj narediti na ta primanjkljaj. Zdaj, dosti smo govorili o interdisciplinarnosti in kaj z neko refleksijo iz tujine mogoče vidimo v Sloveniji, kaj bi bile neke priložnosti. Zdaj me pa malo zanima še realna slika v Sloveniji. Peter, trenutno so najbolj iskani poklici v Sloveniji proizvodni delavec, skladiščnik, prodajalec, delavec na strojih, inženir strojništva, mesar, informatik in kuhar. Napovedi za naslednjih 5 do 10 let za Slovenijo nekako nisem našla. V tujini so v ospredju profili recimo povezani s prehodom na obnovljive vire, IT, dolgotrajno oskrbo, oziroma kot smo tudi se že pogovorili, je dosti bolj odprto tudi za neko interdisciplinarnost in prehode recimo med različnimi strokami. Kakšne so vaše ocene potreb za Slovenijo? Kje trenutno vidite največje kompetenčne vrzeli oziroma kje jih napovedujete v naslednjih 5 do 10 letih? In nazadnje še, kje bodo ti talenti najbolj iskani? Ja, hvala najprej tudi hvala Vtisu za vaše delo, ki ga na Umarju zelo s pridom uporabljamo, to zelo iskreno. Iz kasnejšega izvajanja boste bolj razumeli, zakaj je to še bolj iskreno, kot se morda zdi v tem trenutku. Tako da ne dam na začetku tudi disclaimer, da Umar ni institucija, ki bi bila pristojna za napovedovanje potreb po kadrih. Stvari, ki jih bom povedal, bodo stvari, ki jih Umar zagovarja, njihova ostrina bo pa moja lastna, zaradi tega, ker jo bom tudi malo kombiniral s tem, s čemer sem se prej ukvarjal, z strategijo pametne specializacije. Ali Slovenija ima kakršnokoli napoved glede potreb po kadrih za naslednjih 5 do 10 let? Bom pol pa šel do končnega odgovora. Obstaja ena študija, ki jo je delal CFDFOP lansko leto, ki je pa zelo enostavna, ki napoveduje, da bo metodologija namreč napoveduje, da bo do leta 2030 Slovenija potrebovala dodatnih 33.800 strokovnjakov z področja naravoslovja in tehnike in pa 30.200 strokovnjakov za poslovanje in upravljanje. To je pa še majčkeno strukturiran po poklicih, ampak to nam ne bo kaj dosti pomagalo v tem trenutku. Glede realnega stanja, o čem se največ govori v javnosti? Največ se govori na področju, se pravi, kadrovske potrebe na področju zdravstva in pa kadrovske primanjkljaj na področju IT-ja. Na področju zdravstva imate potem, torej, če začnem z IT-om, tle tudi to se pač sprašuje podjetja in imamo 4. najvišji delež podjetij, ki izkazuje, da ne dobijo IT-ovcev. To je, se pravi, 76, 3/4 podjetij, vseh podjetij
med velikimi jih je pa čez 90%. Skratka, tukaj teh ljudi pač ni, ampak to ni nobena izjema, to je pač več ali manj povsod tako. Na področju zdravstva imate potem pristope, kot so, da zdravniška zbornica naredi anketo in se šteje in pride ven z neko številko in to se potem v medijih objavi, koliko ljudi rabimo. Zdaj, če bi mi ta pristop uporabili za vse profile, če uporabim neko tak čuden izraz, ker se namerno izogibam besedi poklicem, potem, če bi to, pa zdravniki, pa tisti, pa učitelji, pa tako naprej, če bi mi vse to sešteli, potem bi nas mogli biti v Sloveniji ranga velikosti verjetno čez 3 milijone. Kar nas ni. In to me zdaj vodi v to, da je prvič, eno je ta mikropristop in že tega mikropogleda nimamo, kaj šele, da bi imeli makropristop. Ker ko enkrat pogledaš iz te perspektive, ti je jasno, da se moraš začeti strateško odločati, kam boš ključni vir, ki ga imaš, ljudi, usmerjal. Potem ti je jasno, da moraš danes avtomatizirati vse, kar lahko. Potem ti je jasno, da danes ni problem nezaposlenost, ampak eventualno nezaposljivost. Ker nezaposlenost, ker ljudi ni. Nikjer. Jaz se spomnim 2013, 2012, ko so se pogajale kohezijske uredbe. Je takrat Evropska komisija rekla, začela o tem govoriti. To je bilo takrat še v krizi, mi smo tonili dol, negativna rast, gledali smo, kjam je šla nezaposlenost. Gor in Evropska komisija takrat pride z izjavo, nezaposlenost v kratkem ne bo več problem. Jaz sem takrat se prvič tem kulturološko, če tako rečem, soočil. Ampak mi smo danes v situaciji, ko kot država, celotna odločevalska struktura, celoten establishment na vseh področjih, kljub temu, da se morda v besedah, glede tega, kar sem zdaj rekel, bi se morda v besedah šele slišali, še razumeli, ampak mentalno, kako razmišljamo in posledično, kako se odločamo, se pa ne živimo po enem drugem obdobju. Živimo po 20. stoletju. In zdaj, vprašanje, kaj rabimo, ima dva vidika. Eden je, koliko rabimo, česa. In mi ne vemo ne koliko in še manj česa. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je, če hočeš imeti, zdaj pa gre malo nazaj Jana, tlem pa zdaj malo, drugače moram reči, da mi je tole izjemen uvod bil danes, ali trg dela, gospodarstvo ve, kaj bo potrebovalo. Pazite, v čem je problem vseh današnjih napovedovanj, ali pa to, kar si rekla za kaj rabimo. Da gledamo, kaj je bilo, dve stvari gledamo. Kaj rabimo ta trenutek in pa kakšen je bil trend v zadnjem nekem obdobju. In na osnovi tega opredelimo, na primer, deficitarne poklice. V poročilu produktivnosti za leto 2020 smo primerjali naše deficitarne poklice v primerjavi z njihovo verjetnostjo, da se bodo te v naslednjem obdobju avtomatizirali po metodologiji OECD. In seveda vsi poklici, ki jih opredeljujemo kot deficitarne, beri ljudje, ki bodo prišli na trg dela čez 5 let, imajo nadpovprečno verjetnost, da bodo avtomatizirani. Zakaj se nam to zgodi? Ne pravim, da jih nujno ne rabimo. V čem je problem? Problem je, da tega vidika, ali jih je sploh možno avtomatizirati, sploh ne upoštevamo. Tudi konceptualno v nobenem koraku se to pač v enačbo ne ustavi. Niti na mikroravni, kaj šele na makroravni. Se pravi, mi moramo spremeniti odnos in pristop do te zgodbe. Najprej. Drugič, zakaj je tudi, ko bomo to naredili, to zelo težko? Zaradi tega, ker ne moreš kopirati. Mi smo na pametni specializaciji, Tičo se boš spomnil, to zgodbo v zvezi z napovedovanjem kadrov smo štartali, smo začeli tišati naprej leta 2015. Pa ste to zdaj 7 let nazaj, mi bi takrat mogli napovedati. In v čem je bila zgodba? Ti imaš vsi te inštituti, ameriški, angleški in tako naprej. To je pač, obstaja nekaj držav, ki se s tem to sistematično že zelo dolgo ukvarja. In imajo vse na internetu. V čem je hudič? Hudič je v tem, da moraš ti to cepati glede na tvojo strategijo in se moraš odločiti, v katero smer boš pelil. In zdaj, tleh pa grem zdaj, Jana, na tvojo izjavo, ali gospodarstvo ve? Ne, seveda ne ve. Zaradi tega, ker se treba s tem sistematično ukvarjati. Ukvarjati se pa ne more samo država sama, ne morejo se specializirane paradržavne institucije ukvarjati in tudi podjetje same se ne morejo ukvarjati, ampak morajo vsi stopati skupaj. To pa pomeni, da moraš imeti razdelan partnerski sistem. To so pa sposobne narediti samo najbolj napredne države. In zaenkrat, žal, Slovenija med te
ne spada. Zato je odgovor na vprašanje, ali vemo, kakšne kadre potrebujemo čez 5 do 10 let, kategoričen in tragičen ne. Ali Slovenija nekaj na tem področju kvačka? Je sicer odgovor da, ker rezultat tiste pametne specializacije je bil, da smo 1 milijon evrov vendarle uspeli to zagotoviti iz Evropskega socialnega sklada, tako da se zdaj na tem sicer nekaj melje, vendar se melje bistveno prepočasi in tudi bistveno premalo, če smem reči, ambiciozno. Brez sodelovanja gospodarstva, z celim kupom stvari, hočem reči, to je odločilna stvar za Slovenijo, ker se ukvarjamo za ne vem čemu sem, to je po mojem najpomembnejša stvar. Zdaj pa sam še, da zaključim, glede tega drugega vprašanja, samo podprem krasno vse ta izhodišča, ki sta bila prej strani Julija pa Andraža in Jane. Tisto stvar, ki bi jo jaz izpostavil, kar se tiče kompetenc, zdaj pa kaj rabimo, podjetja, ko jih enkrat daš skupaj, ker določeni pilotni projekti pa so bili narejeni na tem področju, ko daš na ta način jih skupaj, pridejo ven prave stvari. Podjetja sama točno vejo in ona v bistvu, v čem je zgodba, ti se ne moreš začeti ukvarjati samo s kadri, ti se moraš ukvarjati z kadri, kot država govorim, in hkrati z avtomatizacijo, in hkrati z ekosistemom inovacijskim, na primer. Vse mora biti hkrati, ker potem bodo podjetja začela intenzivno investirati v to. Mi začnemo pa kje? Mi gremo pa z druge strani. Najprej bomo vse zaspaltirali, potem bomo začeli pa naprej planirati. In tako pač ne gre. In zdaj sam še, kar se tiče izobraževalnega sistema, glede teh kompetenc, seveda, interdisciplinarnost, absolutno. Tisto, kar bi jaz izpostavil, poleg vidikov, ko so bili že med temi prečnimi kompetencami, je pa sodelovanje, empatija in kot nasprotje tega, kar naš izobraževalni sistem dela, in to je nezdravo tekmovanje. In to se mi zdi že od osnovne šole navzgor. Delamo v bistvu dobesedno otroke, to Bojana s številkami je verjetno lahko podprla, namesto da bi jih učili sodelovanja, kar delajo Skandinavci gor, boš verjetno lahko fajn potrdila, kar je ključ, pa to ne govorim zdaj iz nekega romantičnega vidika, ampak vsa literatura v zvezi s podjetji, ekosistemski pristop in tako naprej, v tem je catch, kako največ potegniti iz talentov, ki niso samo top, ampak iz vseh. Hočem reči, to je cela ta filozofija, smo kot v eni drugi dobi, in tle recimo v zadnjem poročilu produktivnosti smo pisali, Eurofund je tudi, pri nas imamo še, smo na tem 23. mestu, v podjetjih, klasična hierarhičen pristop upravljanja. Se pravi, cela ta mentaliteta, transformacija, bi rekel, upravljanja pristopa se mora zgoditi. Zdaj, kje se to začne? Jaz še zmeraj mislim, da se začne, da se mora začeti pri državi. Država je tista, ki daje ton, država je tista, ki mora imeti lead, in ko so robni pogoji postavljeni, takrat mislim, da se stvari postavijo. Jaz mislim, da nimamo problema inherentno, da Slovenci ne znamo sodelovati. Jaz mislim, da znamo, ampak tle je treba stvari po mojem začeti postavljati skoraj od začetka navzgor. In tukaj zdaj mislim izobraževalni sistem. Če boste brali poročilo o produktivnosti, je dikcija noter dosti nežna, v smislu, da je treba ga modernizirati, nadgraditi. Moje mnenje je, in tukaj je tisto, kar sem rekel, da bom bolj oster, jaz mislim, da je treba skozi to optiko, kaj je ključno za generacijo, ki prihaja popolnoma na novo, premisliti, pol v drugem delu bom pa šel mogoče, zakaj se bojim, da bo to zelo težko narediti in prebiti in morda Slovenski svetovni kongres lahko na tem področju pomaga. Super, najlepša hvala in najbrž tudi ta sodelovanje pa empatija so tudi nujni, spet se vračamo nazaj na cross-functional, da ti lahko sodeluješ z različnimi ljudmi z različnih področji in kombiniraš to, spet je to nujna veščina, ko jo potrebuješ. Ja, torej rekli smo, malo se fokusiramo na kaj je preteklost, pa glede na analizo preteklosti definiramo, kaj zdaj rabimo. Idemo pa malo zdaj pogledati mogoče v prihodnost, in mislim, da pri društvu Vtis nam daje prek analize, pa če pogledamo, kje se naši člani šele zdaj odločajo za izobraževanje, nam da neko perspektivo, kakšne kompetence bomo imeli v prihodnosti. Torej, Timotej, na katera področja odhajajo najmlajši vtisovci, na katerih novih področjih bomo imeli slovenske strokovnjake v tujini čez 5 do 10 let in seveda, katere probleme bojo reševali? Ja, hvala.
Ja, je v redu. Društvo TIS, člani študirajo na zelo različnih področjih, kot smo prej videli. Naj za začetek povem, da je med člani društva jih več kot polovico svoje izobraževanje zaključilo po letu 2015. Med člani imamo vse generacije, ampak velik del se jih je še nedavno izobraževal in tudi vsako leto jih nekje 30 do 40 pride na naš dogodek Prvi vtis, kjer jim izkušeni člani malo se podružimo in podelimo svoje izkušnje iz tujine tistim, ki odhajajo na študij na dodiplomski ali podiplomski in na ta način že takoj vzpostavimo stik. Iz naših podatkov vidimo, da se je čez čas, da se povečuje delež predvsem na področju biologije, life sciences in pa vse, kar je povezano z digitalizacijo, tako IT, umetna inteligenca in pa kombinacije na področju poslovnih ved, psihologije, biologije, kemije z dodatnimi IT orodji. Ta trend je globalno opazen in vidimo tudi, da se Slovenci, mladi, ki odhajajo na študij, odločajo skladno s tem. Torej, ti strokovnjaki, ki bodo čez nekaj let na trgu dela, bodo med najbolj zaželenimi profili globalno in pa potencialno na voljo tudi za slovenska podjetja, če jih bomo znali pravilno pritegniti. Mogoče bi še kot dodaten vidik, strinjam se z vsem, kar so sogovorniki pred mano povedali, dodal še nekaj iz perspektive članov društva, ki razmišljajo, ali bi se vrnili v Slovenijo, na kakšen način bi lahko sodelovali, da pogosto si želijo, ko se vrnejo v Slovenijo, tudi še nekega mednarodnega okolja. Zdaj, ali je to, da delajo v izvozno naravnanem podjetju, nekako da so v stiku s poslovnimi partnerji iz tujine, da so del neke družbe, ki je mednarodno vpeta, ali da imajo tudi sodelavce v Sloveniji, ki so tujci oziroma so z nekimi izkušnjami v tujini. In zato pa ni dovolj samo pritegniti slovenske talente, ampak imeti tudi pogoje, da v slovenska podjetja, v slovenske time pritegnemo tuje strokovnjake. Kot smo ugotovili, Slovencev nas je samo 2 milijona, verjetno rabimo tudi še koga od drugod, ekipe so vedno bolj mednarodne in tudi zato, da slovenske talente pritegnemo, da vzpostavimo neko tako vzpodbudno okolje, kjer je ta mednarodni vidik prisoten. To bi bila ena točka. Druga je pa, da si Slovenci, ki so v tujini, si pogosto rečejo, a bi lahko mogoče bil prvi korak, kar so mnogi zdaj pomislili v času epidemije, da bi za delodajalce iz tujine delali iz Slovenije. Zdaj tukaj so različne možnosti, hitro naletimo na davčne omejitve in podobne pogoje, ampak vseeno nekaj možnosti je. Nekaj je bilo pač delati za delodajalce iz tujine, nadaljavo, biti nekaj mesta v Sloveniji. Drugo je biti recimo zaposlen kot je v mojem primeru, za podjetje, ki je globalno prisotno in delati za stranko v tujini, kjer imajo potem družbe znotraj te skupine dogovorjeno, kako se to plačuje. In to moram reči, da v našem podjetju zelo dobro deluje. Možnosti so tudi preko različnih agencij, ki ponujajo zaposlitvene, se pravi recimo, da slovensko podjetje, ki želi zaposliti nekega strokovnjaka v drugi članici EU, da je tam zaposlen preko kadrovske agencije in na ta način lahko nadaljavo se vključuje. Jaz bi si želel v nekem srednjem in do daljšem roku, da bi se ta mobilnost ali trg dela znotraj EU, pa tudi z davčnega vidika nekoliko ponastavil, da omejitve v smislu, kje je kdo prepoznan kot davčni rezident, ne bi bile več tako zelo omejujoče, da bi na ta način lahko Slovenci lažje delali za slovenska podjetja. Seveda bi pa to povečalo tudi konkurenčnost in bi Slovenci, ki so tukaj, lažje delali za delodajalce ali za stranke iz tujine in bi to pomenilo dodaten pritisk in potrebo po tem, da lahko talentom ponudimo tisto, kar pričakujejo za svojo strokovnost in svoje delo.
Super, hvala. Hvala vsem za vaša mnenja. Spet malo sem razmišljala glede interdisciplinarnosti, mogoče moramo z društvom Vtis objaviti trenutno, na katera specifična področja se trenutno prijavljajo naši vtisovci, ker mislim, da prav skoraj vsako to drugo lahko trdim, je multidisciplinarno, oziroma nek cross-section med različnimi področji. Bom mogoče združila zadnji dve vprašanje, ki bi res rada, da tudi dobimo kakšno vprašanje iz publike, pa malo da malo odpremo diskusijo, ampak bi vsakega od vas malo vprašala, predvsem zdaj razumemo, kje so neki primanjkljaji. Torej, dosti smo govorili o teh cross-sectional, multidisciplinary veščinah, sodelovanju, empatiji, hkrati pa imamo mogoče izobraževalni sistem, ki tega še ni nekako identificiral kot problem mogoče. Imamo državo, ki nima dosti informacij, kje naj se fokusira. Zato me zanima, če zdaj vzamemo neka očala in pogledamo skozi, kako bi rekla, rešitvena očala in pogledamo, kaj so neke rešitve. Kaj lahko v naslednjih 5 do 10 letih naredimo, da zapolnimo te vrzeli? Kako privabiti in usposobiti najbolj iskan kader? Tukaj bi me tudi zanimalo vaše mnenje, če pogledamo tudi na Slovence v tujini, ali tukaj tudi vidite kakšen potencial, da pomagamo zapolniti te vrzeli. In predvsem me zanima kot zadnje vprašanje, kakšna je po vašem mnenju vloga države, vloga zaposlovalcev in tudi vloga društev, kot je Vtis, na primer. Kakšen nasvet bi jim dali? Julij, ja. Ja, lahko odgovorim. Jaz bom kratek in drnat, ker je kolega lepo opisal okvir, ki se more postaviti in se more izpeljati, če hočemo kot država biti konkurenčen. Jaz bom dal primer države, ki je šla skozi to in je bila uspešna, in to je Singapur. Singapur je ustanovil SSG institucijo, ki pravzaprav skrbi za gros veščin in kompetenc na državni ravni. In potem ta framework, ta okvir služi kot vodilo za delodajalce, za izvajalce izobraževanj, za državljane, da se angažirajo in izpopolnijo iz teh veščin. In ta okvir, mislim, da identificirali so 11,000 veščin in 1000 poklicev. Uporabljali so big data, AI, avtomatizacijo in strojno učenje, da so ugotovili te cross-section oziroma rečemo, izobraževalne discipline. Je tudi pandemija kar vplivala na to, še posebej recimo bili primeri iz turizma, kjer je bil manko, so se recimo državljani prijavili, so dobili bone, nekaj podobnega, kar je prejšnja vlada naredila, ampak na celotno prebivalstvo. In povezala ljudi z izvajalci izobraževanja in z zaposlenimi. To se pravi, nekaj, kar delajo podjetja interno, so naredili na celi državni ravni. Tako jaz vidim predvsem primer dobre prakse zapolnitev kompetenčnih vrzeli. Zdaj, kako privabiti oziroma usposobiti najbolj iskan kader za naslednjih 5-10 let? Jaz lahko iz svojih izkušenj povem, kaj pritegne recimo na Škotskem določene podjetja, podobno sektorsko, predvsem prilagojen sistem nagrajevanja. Celo toliko daleč, da se gleda generacijsko, zato ker potrebe po nagrajevanju so različne, ali si star 55 let ali si star 20 let. To pomeni tudi celostno obravnavanje posameznika. Preko linijskih menedžerjev, coachinga, mentoriranja,
celotne zgodbe in slike posameznika. Tretje je pa to, kar je bilo že omenjeno, can-do kultura. To se pravi, zmoremo, podpora inovativnih praks okolja, da so posamezniki spuščeni v kreativnosti. Pa ne govorim samo za kreativni sektor, tudi drugi sektori, kjer je ta inovativnost razvoja produktov in storitev ključna. In po celotni verigi, ali je horizontalna ali pa vertikalna organizacijska struktura, to mora biti implementirati, da organizacija inovira in diha. Toliko. Super, hvala. Andraž? Ja, jaz moram reči, da nisem tako bogat v akademskem znanju ali pa v makroekonomskem znanju, da bi znal kaj pametnega, po mojem, na to temo, ali pa strašno pametnega povedati. Se bom pa vsem potrudil, če že imam čas. In sicer jaz kot 16 let aktivni direktor in enako tudi investitor v nam podobna podjetja, jaz na te stvari gledam tako, da imamo po mojem mnenju dve možnosti, dva vektorja delovanja za to, da se kakšna stvar premakne. En je top-down, en je pa bottom-up. Jaz bi si seveda želel, da imamo v Sloveniji intelektualno elito, preko katere bi se top-down te stvari delali. Jaz hkrati sem mnenja, da pač imamo neomejeno dokazov od leta 1991, ko smo si izbrali tu možnost, da odločimo o usodi kao sami, da očitno te intelektualne elite nimamo. Se pravi, po mojem, jaz sem že pač glede tega obupal, to se pravi, grem potem na drugi scenarij in sicer bottom-up. Se pravi, kaj lahko pač na bottom-up nivoju naredimo. In če bi bil jaz nek absolutistični diktator z ne preveč visokim IQ-om, ker sem že rekel, da te intelektualne elite očitno ni, potem bi celoten denar, ki bi ga imel na voljo za neke pozitivne spremembe, namenil v šolstvo. In klele bi se lotil tega na ta način ali pa na podoben način, kot so se lotili Finci. Ta finsko-švedski odnos namreč zelo dobro poznam. Za 16 let delamo že v tistem okolju in sem doumel v zadnjih 16 letih ali pa še bolj dojemam vsak dan, zakaj je Finska na nekih področjih prehitela Švede, če tudi so Švedi tisti, ki so najbolj pomemben narod tistega konca sveta z starim denarjem, kot temu pravijo. Ja, spremenili so na bottom-up nivoju pač pristope v družbi in učitelje in profesore so postavili na najvišjo lestvico, plačno lestvico v končni fazi v javnem sektorju. Tako da jaz bi si tega na ta način loteval, medtem, ker na tem top-down nivoju, pa mislim, tukaj je bilo že povedanih cel kup stvari, ki bi jih lahko na top-down nivoju naredili. Nismo mi prvi, ki smo te stvari povedali, smo po mojem milijonti, ki smo te stvari povedali, naredi se pa nič ne. Tako da pa lahko človek reče, ok, mogoče se to pač ne da. Super, hvala. Jana, mogoče greš ti naprej? Bi se navezala na to, kar so povedali na Brdu, in sicer, če lahko dodam primere morda kulturno bližje Sloveniji, to so predvsem Estonija, in sicer država, ki je svetu dala Skype, še preden smo vsi masovno prešli na Zoom, z izjemo ene medijske hiše. In recimo, kaj lahko naredi en tak majhen narod, kot je Estonija, izkoristi svoj človeški kapital, potencial, ki ga ima, to je človeške resurse in njihovo pamet. Zdaj se nekaj časa že intenzivno s Slovenijo pogovarjam okrog koncepta skrajševanja delovnega časa. Julij bo to dobro poznal, ker smo v UK pravkar prišli, pa Kristi ti tudi, ker smo prišli na ta pilot. Ampak kje je problem v Sloveniji? Je ta, da je njeno gospodarstvo tako zelo utemeljeno na rokah. Še vedno imamo torej malo dodane vrednosti, ki ustvarja znanje, to je že prej Andraž zelo lepo povzel. Po drugi strani imamo pa kulturni problem in to je, da nismo nagnjeni k tveganjem. Ne investiramo v tveganja, ne vedemo se tvegano in tudi pri teh zadevah potem pač to vodi v tudi pomanjkanje vizije in možnosti, torej univerzum možnosti, iz katerih bi lahko izbirali, se potem zaradi tega neprimerno skrči in zoži. In torej, če se vrnem nazaj na Estonijo, recimo opcije, ki jih Estonija ponuja, kot so virtualno oziroma e-državljanstvo, e-rešitve in tako naprej, je nekaj, kar bi lahko Slovenija, majhna kot je, s pridom uporabila. Jaz se tukaj res rada učim od Islancev, namreč na eni točki v preteklosti
sem zelo uspešno ponotranila to slovensko logiko, ker smo tako majhni, ne, kaj je že ta teza v Sloveniji, periferni narod, ne vem kaj. In sem potem seveda s to logiko prišla na Islandijo in so se Islandci smejali, ne, in prvič tako odkrito so se mi smejali v obraz, češ, ti prihajaš iz dvomilijonske države, veš, da je nas le 300 000. Ne? In ta mentaliteta, ta attitude, majhnost je prednost, je nekaj, kar morda tudi Sloveniji primanjkuje. Ne? Torej ne samo konzervativna nagnjenost k statusu quo in pragmatičnemu oportunizmu ali pač oportunitetnemu pragmatizmu in morda tudi ta podedovana švedska nagnjenost k lagumu, torej vse mora biti tako nekako osredinjeno, mediocre. In če stopiš iz tega uspavanega povprečja, je pač treba tega človeka, podjetja in tako naprej hitro tako prizemljiti. In ravno včeraj sem gledala ene stare posnetke, glede torej odzive slovenskih podjetnikov, ki se zelo aktivno odpirajo na tuje trge, ravno zaradi tega, ker imajo v Sloveniji točno te probleme. In potem se ti zgodi to, kar je Andraž prej identificiral, pomanjkanje intelektualne elite, zdaj jaz ne vem, ali znam to zmeriti, pa recimo to tudi podatkovno, empirično potrditi, ampak moj občutek res je, ne, da smo z vsem tem, kar se je nakopičilo v zadnjih desetletjih, utišali kritičen glas in se je to preneslo v izobraževalni sistem. In v izobraževalnem sistemu je zelo malo tega, rečemo, spodbujanja kritične miselnosti, kar vodi seveda potem tudi v nesposobnost sintetiziranja, ki je vrhunec kritičnega ustvarjanja. Rešitev nimam. Se pa že vrsto let trudim v Sloveniji, naprimer na področju visokega šolstva, ustvariti pogoje in tukaj vloga države, da lahko recimo študentka podobno po ameriškem sistemu ustvari recimo diplomo, ki si jo torej sama izoblikuje, po principu hop on, hop off, ampak imamo tle zelo veliko birokratskih težav že s tem, da recimo študentka ene same univerze težko prehaja med fakultetami, kaj šele potem recimo med različnimi univerzami zgolj znotraj Slovenije. Skratka, imamo en tak zelo rigiden normativni okvir, ki bi ga država definitivno lahko inovirala in že zdavnaj morala. Drug problem, ki ga pa vidim oziroma izziv je pa ta, da ne grejo vsi skozi univerziteten sistem, torej ne grejo vsi skozi celotno izobraževalno vertikalo, kar pomeni, da če se pogovarjamo o optimizaciji izobraževalnega sistema, lahko začnemo kar že v vrtcu. Ampak dokler se v družbi pogovarjamo o raznih ideologijah, ki so vezane na spolne pripadnosti in spolne identitete, mislim, da bomo potrebovali nekoliko več kritičnega ustvarjalnega prostora, da bomo lahko nekaj reform unesli tudi v nižje izobraževalne ravni. Super, hvala Jana. Kakšne so še rešitve? Jaz bi sam par komentarjev najprej. Mislim, da tukaj nam kaže, da imamo vsega skupaj še par minutk. Ja, ok. Primer drugih držav, sam kopirati ne moramo. Leta 1999 je Slovenija sprejela identičen zakon o skladnem regionalnem razvoju, kot je imela Finska. Sam gor je deloval, tle pa ne. In zdaj bi šel lahko, zakaj singapurski pristop, kaj oni delajo, pa zakaj tle ne bo funkcioniral in zakaj pač Islandci pač ne. Mi bomo mogli narediti svoj sistem, to je prva stvar, ki se jo moramo zavedati. Ali imamo intelektualno elito, ali obstajajo za to podatki, obstajajo pri strateškem upravljanju Slovenija zelo slaba, poglejte poročilo v razvoju, vsako leto se situacija da se žal slabša. Tretja stvar, poročilo o produktivnosti 2021, prvo priporočilo, kaj je bilo treba narediti, proaktivna mobilizacija za spremembe. Se pravi, proaktivna mobilizacija se strani države za spremembe, zato da se ljudje ozavestimo, kaj se dogaja, da se pol vse ostalo, o čemer se pogovarjamo, lahko začne dogajati. In kaj to je? To je sprememba odnosa in pristopa, kaj se nam sploh dogaja. In to je pač ta ena usmerjenost v prihodnost in drugič, treba se odpreti, open up. In to ne pomeni samo migracije, ampak na vseh ostalih področjih. In zdaj, če smo res na koncu, bom pa bil še bolj ekspresen, se pravi, napovedovanje potreb po kompetencah, to zdaj že mislim, da 4 ali 5 let govorimo tudi na Umarju, kjer hodimo kot slepci po minskem polju. Drugič, izobraževalni sistem,
Zakaj sem bil prej malo pesimističen? Zaradi tega, ker bomo ponavadi slišali, verjetno zdaj, ko se bo šlo v belo knjigo, se bo rekli, poslušali bomo stroko. Stroka pa ni ena, ampak jih je cel kup teorij in praks je ogromno in je treba usmeriti tiste, ki so ambiciozne in ki prebijajo logiko, ne to, kar so konzervativne struje znotraj izobraževalnega sistema, kar je vse obratno od tistega, kar smo zdaj govorili. Na bolj kratkoročni zgodbi pa po mojem se strinjam, tudi mi, če pogledate zadnje poročilo o produktivnosti, priporočamo pač fleksibilizacijo elementov v smislu pritegnitve pač profesionalcev iz tujine. O davkih sicer nismo govorili, ampak verjetno bomo v prihodnosti, tudi recimo v možnosti flat rate davkov, ali to, kar se mi zdi čisto neverjetno, da pač še zmeraj kompliciramo na strani podeljevanja delovnih dovoljenj za tujce, in to celo v segmentih, kot recimo za tisti, ki študirajo tle in potem otežujemo, da ostanejo tle, kar je pač cinizem vrhunskega pač kalibra. Da zaključim na pozitivni strani, can do mentaliteta, tukaj pa se stvari obračajo v pozitivno smer, to kažejo podatki na osnovi anket in jaz mislim, da bo ta generacijski prehod te stvari vendarle pa premaknil, tako da v bistvu se pridružujem Andražu, low hanging fruit je tle, ko enkrat mi ugotovimo, da smo 5 minut za 12, žal pred 12 ne ugotovimo, ampak ko smo pa 5 minut čez, se pa zmobiliziramo, tako da jaz upam, da še pravočasno. Hvala. Hvala. Timotej, še zadnje sporočilo pred kosilom. Ja, jaz bi kar mogoče dal priložnost še publiki, če so kakšne vprašanja. Imamo še čas za vprašanja iz publike? Imamo. Aha, super, odlično. Glejte, jaz imam eno bistveno vprašanje, ki smo ga dali vašemu klubu, bivšemu predsedniku Igorju Cesarcu, ustanovitelju vašega kluba. Vi, ki v zuni ste študirali, ste the best and the brightest v Sloveniji. V zuni se stepejo za vas. Tako ste sami rekli, headhunters, ki še študiraš, jaz bom še svojo izkušnjo na hitro povedal. Pa smo rekli v Tagelu, pa v Tisu, da ne organizira pri Krapoviču, pri naših podjetjih regijske sestanke, da vi predstavite, kakšne kadre imate, da jih oni pograbijo. A ste s tem kaj napredovali, nekaj sestankov je bilo, ampak jaz vam lahko povem, ker sem študiral magisterij na Harvardu, je prišla misija Svetovne banke, Young Professionals Program, ki jih vzamejo vsa 25 na let, blazna plača, super služba. Ker sem pa študiral na MIT-u doktorat, sem prvi letnik končal, pa moja mentorca prav, dol te hoče Harvard, pa Bechtel, pa cel kup firm intervjuvati. Pa sem rekel, jaz imam še 2-3 leta, da doktorat končam. Rekla je, jaz mi je povedal, da si najboljši študent v mojem razredu. Bechtel, konkurenčna firma McKinsey, me intervjuja, pa prav, bi vi šli, zdaj le podpišemo pogodbo za 5 let v Saudijo Arabijo. Jaz sem pa rekel, jaz nisem glih enega Balkana Jugoslavije rešil, zdaj mi šel pa v drugega, ki je še večji zame, ker se kulture tiče arabske. Sem rekel, ni govor, ampak tam se stepejo za vas, tukaj pa ne. A ste se kaj bolj organizirali, da se to reši? Hvala. Torej, mogoče se na hitro odgovorim, pa bo Timotej več povedal o partnerjih, ampak kar se tiče društva, torej 2 stvari, karierne dneve še naprej delamo z naše partnerje, ampak to je bilo, partnerstva so v velikem porastu, imeli smo jih začetno par, zdaj jih imamo preko 20, če se ne motim, in predvsem v času covida, kar se je zgodilo, je, če smo prej mi trkali na vrata, zdaj podjetja nam trkajo, kar je zelo dobro, predvsem v segmentu seveda IT-ja. Bolj pospešena kot vsa ostala in so res pripravljena vložiti v to. Druga stvar, ko smo začeli delati, je pa za tista podjetja, ki niso še tam, partnerstva za tista, ki so že, ko bi rekla, like-minded, ki so že pripravljena. Medtem ko prav ta raziskava dobrih praks je zdaj nek recept za podjetja, ki pa ne vejo še, kako to narediti. In s tem se pač trudimo, da raztrosimo to besedo po gospodarskih zbornicah, po teh klubih in seveda direktno prek konferenc, kot je ta, in pa seveda drugih priložnosti. Ampak ja, Timotej lahko malo več pove o partnerstvih in kakšna podjetja se nas obračajo.
Ja, lahko rečem, no, da v Vtisu sodelujemo z večjimi slovenskimi podjetji, takimi, ki cenijo strokovnjake. Nekateri želijo prav konkretno pridobiti zaposlitve in tudi vsako leto se več Vtisovcev zaposli ravno preko kariernih dni in dodatnih dogodkov, ki jih s partnerskimi podjetji organiziramo v teh podjetjih. Poleg tega pa mi tudi članom omogočamo, da znotraj naše digitalne platforme delijo karierne priložnosti v Sloveniji in v tujini in se med seboj svetujejo. Na ta način se pa tudi mnogi Vtisovci povežejo in vrnejo, delijo izkušnje in to dobro deluje. Mi kot društvo si prizadevamo pri članih za ozaveščanje priložnosti v Sloveniji, hkrati želimo tudi slovenska podjetja čim bolj ozavestiti. S klubom slovenskih podjetnikov že nekaj časa sodelujemo, da se oboje zavedamo priložnosti in jih lahko čim bolj izkoristimo. Zdaj mogoče še malo optimističnega poudarka, no, kot prednost Slovenije, jaz vidim tudi to prilagodljivost, majhnost. Jaz recimo sem se odločil iti iz svetovalnega podjetja v Frankfurtu, kjer sem bil ozko specializiran na nekaj tem v Slovenijo, ravno zaradi tega razloga, da sem lahko delal na bolj različnih projektih, na bolj raznolikih temah, ker kot manjša pisarna pokrivamo več tem. In tukaj ta interdisciplinarnost, ki jo želimo spodbujati, je v manjših podjetjih, manjših organizacijah še bolj potrebna in se res lahko v to usmerimo in je lahko tudi motivacija Slovencem, da se vrnejo, da lahko na ta način nekako prevzemejo večje izzive, večje odgovornosti in v Sloveniji nekaj premaknejo, celo več, kot bi na trenutnem delovnem mestu v tujini. Mogoče sem še eno stvar dodam, ko jo opažam prek tega. Dost Vtisovcev, ko gre v tujino, si zapomni Slovenijo taka, ki je bila prej, ko so šli. In če gledamo recimo naše medije, če že malo spremljamo, premalo se promovirate neke inovacije v Sloveniji, ki se dogajajo. Mislim, recimo, kar Andraž dela s 3FS-om je noro. Druga podjetja, tudi naši partnerji, ne vem, GNI, LEK in tako naprej, dosti res pospešeno vlagajo v inovacije, imajo dobro kulturo in tako naprej, ampak o tem se v nekih mainstream medijih ne govori dovolj. In zato mislim, da tudi ta partnerstva so pomembna ne samo zaradi kariernih dnevov in podobno, ampak tudi se sploh ozavesti, kakšne sploh so priložnosti v Sloveniji zdaj. Ker mislim, da ni nekega vpogleda v to. Sem pa za konec zelo optimistična glede tega. Mislim, da zmeraj več slovenskih podjetij se obrača na nas in res hoče sodelovati. Še kakšno vprašanje? Ja. Hvala lepa. Tičo Zupančič, Slovenian Dutch Business Platform. Jaz imam tako 7 vprašanj, pa se nam mudi na kosilo, bom rajši si pa dovolil en statement za appetizer. Teli Vtisovci ste briljantni, pa bi prišli v Slovenijo, pa si naštela ne vem koliko razlogov, zakaj ne. Jaz bom pa to združil vse v kulturo. Ko se bo tukaj enkrat poslovna kultura spremenila, attitude change, potem boste prišli. Samo je pa vprašanje, kaj je zdaj kokos in kaj je jajče tukaj, ne? Dobre prakse, zato smo ustvarili to publikacijo. Vam bomo jo poslala. No, lahko dam eno pripombo, torej. Mogoče bi pa mogli najprej priti. Ampak ta sprememba ni na mladih, ta sprememba je na moji generaciji. Slovesno izjavljam, da sem predstavnik najbriljantnejše generacije vseh časov, slovenska moja generacija. V tej situaciji imamo eno nesposobnost. Nismo zmožni izstopiti. Če bi moja generacija, tisti, ki jim hrbet ne dopušča, da se presedejo na zadnji sedež, poiskala svoje priložnosti, idve vozila, prijete vi za volan in bomo vozili v prihodnost. Hvala. Hvala. Bi pa tukaj poudarila, 1/3 se nas je že vrnila, tako da... Najlepša hvala vsem.